Drage moje pupe in fantiči, dobro jutro vam želim. Lep pozdrav iz ledenega Celja. Danes imamo v Celju, mislim, prej mi je kazalo -11 stopinj. Poglejte to ledenico. Lepo zgleda. Sam je res ledeno, hladno. Lani ob tem času sem bil na Šrilanki in smo imeli 35 stopinj, se pravi 45 stopinj razlike. Kar velika razlika, Madonna, lepše bi bilo zdaj nekje na morju biti v kopalkah, na plaži, no, ampak danes bomo pač bili tu v Celju. Res je frišno. To je otroško igrišče. Tam je skupina otrok. Zelo spolzko je. Ja, mrzlo mi je, hladno. No, kot sem obljubil, se vidimo zopet. Tako je mrzlo, da skoraj da ne morem govoriti. Šele sem prišel ven in imam že tu vse ledeno, hladno. Kak je hladno. Nisem vajen te zime. Ja, če malo boš pomislim, bilo je pred 45 leti, 6. januarja 1981, sem pa jaz začel služiti vojsko v Mariboru. In na un dan je bilo v Mariboru -21 stopinj, tako da je bilo rahlo malo bolj hladno, kot je danes tu v Celju, tako da smo lahko veseli. Ja, se spomnim unga dneva, to je bil rekord, vsaj za mene, -21 stopinj. Sem prišel v tisto kasarno, kako je bilo ime, Melje, ja, kasarna Melje, čakaj, moram še tam obrnil. No, smo prišli, ne vem, kam bom obrnil. Smo prišli v kasarno Melje in smo cel dan, ta prvi dan čakali, ne vem kaj, zunaj je bila ledenica, starešine so nas zezale, bla, aha, dobrodošli v kako se reče, dobrodošli v Sibirijo. No, in ko smo proti večeru, se spomnim, preden so nas razpakirali, so nas poslali v neko kopalnico pod neke tuše, ne vem, koliko nas je bilo, 50 mladih fantov, so nas poslali tuširati in pri vse tisti hladovini, se spomnim, smo se lepo končno malo ogreli, smo se začeli tuširati, fajn smo se, kako se reče, nažajfali. Ko so se fajn nažajfu, so izklopili vodo. Nismo se tuširali niti 3 minute in so rekli, do naslednjič bo tako. Tako da sem bil z ono žajfenco, menda enih 14 dni na sebi. Tako se je začela moja vojska. Ne, ste bili v vojski? Ja, in takrat smo dali neko zakletev. V Mariboru sem dal zakletev, da bom čuval mojo domovino, Jugoslavijo. Ne. In sem se držal tega. So bili, kakšen, lahko. Kuži, a te kaj zebe? Ne, ima pelc. Ja, pogledajte Savinjo, kje smo stali. Nimam primerne, mislim, imam primerno obutev, gledajte. Čakaj, kako se vidi tako. Imam primerno obutev. Samo vseeno nisem še vajen hoditi po tem ledu.
malo sem tu zaustavil, samo trenutek. Zdaj grem pa lepo nazaj proti trgovini, grem kupiti nekaj stvari. Razmišljam, meni tako mraste dneve in računam, najraje bi zbežal nekam na toplo. Če bi imel družbo, bi šel bilo kam z avionom, ne vem, za kakšen teden, 2, tople kraje. Mogoče kakšen Egipt, Kitacga, Hurgado, ali kaj takega, da se grem malo namakati. Samo problem je v temu, sem gledal tule v eni celjski turistični agenciji, ima reklamo, paket za Egipt 680 € posebi, seveda če sta par. No, jaz grem noter v agencijo in sem vprašal, mislim 680 € cena, pravi gospa, ja, jaz sem rekel, jaz grem sam. Verjetno kaj draže. Pravi, ja, draže, seveda je draže, ker običajno je dražji. In mi ona računa, pravi, ja, če ste pa sam, vas bo pa stalo 1400 €. Mislim, ko smo se zračunali, rekli, ja, takih so zračuni, če sta 2, je po osebi 680 €, če ste pa sam, vas bo pa stalo 1400 €. Dajte no, ne vem, mi samski ljudje ga vedno nasankamo, vedno. To ni pošteno, ne zdi se mi pošteno, ma dobro. Zato ne vem, kaj narediti. Častim še komu počitnice, da gre z mano, bom prišel ceneje skozi. Se bi povabil koga, sam nimam nobene družbe, ki bi šla zdaj z mano na dopust. Niso vsi v penziji kot jaz, ne. O ja. Tak izgleda tole. Narava počiva. Mislim, da je snega približno 20 cm, tako mi deluje. Nekje več, nekje manj. Zdaj grem jaz počasi proti Krekovem trgu. Grem v trgovino, kupiti kaj za jest. Meni je všeč Celje, ima lepo urejeno, vidite, za odpadke, te poceni, te kontejnerje. Res moram, zopet bom pohvalil župana. Tu so še lučke novega leta. To je neki novi hostel. Lepo so zrihtali tule, lepo, pohvalno. To je zraven vodni stolp. Koliko je menda 3 ali 4 vodni stolpi so proti Celja še iz srednjeveških časov. Čakajte tako. Tak zgleda. Ja, bo 20-25 cm, 30. Tu je špital za prijatelje. Tu je otroški vrtec. Tu so poleti ponavadi take prireditve, razni koncerti. Mislim, skoraj vsak vikend. Jaz bom počasi bom zaključil, ker mislim, da sem naredil domačo nalogo. Se bomo slišali, videli kmalu. Naročite se na moj kanal, ker to mi bo stimulacija. Res danes ne morem govoriti, ker je vse tako ledeno, reže me v prste. Govoriti ne morem, tu mi vse zebe, uha. Zoprno mi je, zoprno. Ta cesta pelje do moje hiše, do parkirišča. Nič, si vidimo malo kasneje, ali pa morda jutri. Naročite se na moj kanal.
pozdravite, povejte kakšen komentar, bilo kaj, pošljite me 3 krasne, kar hočete, se ni pomembno. Lep dan želim in bačin vsem, pozdrav dol v Istro, pozdrav vse povsod. Dragi moji, jaz sem prišel skoraj do doma, pa sem se premislil in grem še do Splavarskega mosta, gremo pogledati, kako kaj izgleda, dokler je še sonce, ker te dni je bilo bolj turovno in potrebujem malo D-vitamina. Vam kažem malo okolico, malo zimsko idilo. Pa bomo dali malo musle vmes, kaj pravite, damo kakšno pesmico ali rajši ne. Moramo razmisliti, kako in kaj. Kandelabri so polni snega. Zanima me, če je Šmartinsko jezero kaj poledenelo te dni, verjetno je ali bo, če bo take temperature, sigurno bo. Dokler sem imel avto, sem šel včasih tam na kakšen izlet do Šmarjaka, rečejo domačini. Letos avta nimam, sem bolj peš. Kaj izgleda? Ni lepo. Gremo do mosta, ne? Kaj pravite? Sploh ne vem, kako stanje po Sloveniji, nimam pojma. Jaz že nekaj časa ne spremljam medijev, predvsem ne slovenskih. Ne vem, zakaj sem večinoma na YouTubu, ker ko poslušam kakšna poročila, pa bilo katera, me spravljajo tako bolj slabo voljo, ker večinoma so same neke negativne stvari. Zato sem večinoma na YouTubu in gledam YouTuberji, ki potujejo po svetu in uživam z njimi. Ne? Čakajte, se tu nekaj ljudi. Celjska graščina, to zraven je knjižnica. Tudi spodaj so ostanki iz rimskih časov, samo zdaj so zakopali v snegu. Kak mir. Kar paše malo, ja, paše. Te ledenice se sprehajati. Savinski, tale, Splavarski most, ta je star približno, ne? So ga zgradili pred 10-12 leti, ne vem točno. Samo že nekako trajen, kot vidim, je že zarjavel. Ni najboljši material, gledajte, to vse zarjavelo, tam spodaj škoda, ne? Pa ni bil poceni. Take meglice so nad Savinjo, ne vem, če se vidi. Dol je stari celjski grad. Tam nekje je Heraklejev tempelj. Vam povem še eno zanimivost. V rimskih časih je bil v Celeji en najbolj znanih templov, se mu reklo Marsov tempelj, in je bil en najbolj znanih v rimskem cesarstvu. Tu nekaj počenje. Kakšen kup snega je tule. To je celjski mestni park. Kaj bi rekel, nimam pojma. Kaj počnejo? Metni sneg. Možno. Tam dol je fontana.
zdaj ne deluje. Jaz bom počasi se vrnil nazaj proti domu. Zdaj mi pa res pošteno zebe, ker sem rekel, sem bil v trgovini, sem kupil par stvari in potem sem se odločil domov. In ko sem bil pred vrati, sem rekel, no, gremo pogledati še malo do parka. Zdaj smo videli vse in sem res potreboval nekaj toplega, ker me zebe in v noge povsod. Kot sem rekel, to je Celjska knjižnica. Ogromna je, ogromna. Odprej kuža, ne bomo snemali nikogar v faco, tega kužeta pa ja. Kako si ti? Srečnega pa zdravega. To je moj prijatelj, znanec. Delam video za YouTube in tako dalje. Se ti nisem snemal v faco? Ne, pa ni problema. Lepo te je videti, čuj. Lep dan. Enako, čau. Ja. To je znanec tu iz Celja, ga poznam že kar nekaj let, prijeten fant. No in kaj še lahko povem, če vas kaj zanima, če ima kdo kako idejo, kam bi šli na počitnice, napišite mi spodaj komentar, jaz bi šel nekam blizu z avionom, ne vem, do Egipta, ima se namočiti za kakšen teden v morje. To je bilo zelo fajn, ker nisem bil že od lani nikjer, mislim že eno dobro leto, zadnjič sem bil dol na Šrilanki. Tu je še en lušen kuža. Lušno! Kuškov je koliko šte tule. Ja, fajn je. In kje smo stali? Ja, če ima kdo kako idejo, lejte, ne morem govoriti. Jaz se opravičujem, sem vam že večkrat povedal, da nimam njih slovenskih korenin, ker sem dol iz Istre. Govorijo malo italijansko, malo slovensko, malo hrvaško, malo špric, malo tako gor dol. Nismo ponosni Istrijani, to je to. Vedno tu se vrti, ja, pogrešamo isto, nikaj. To da, kaj čmo? Spustimo, še malče pokažem zgled. Tu se reče Nov Kopih. Tu je bilo včasih Celje obdano s takim zidom, okrog mesta je bil tu. Kot nek obzidje, ni bilo glih obzidje, ampak je bil, ne vem. Je bilo obzidano mesto, ja. Zdaj so tu stanovanja. Te meglice lepo zgledajo, ja, naprijed, mora biti prav ledene. Torej, zdaj bom pa res zaključil. Kot sem že povedal, nisem profesionalni youtuber, to počnem glih zaradi osamljenosti, ker mi je včasih dolg čas. Jaz sem dosti ustvarjam na Shotcutu, delam videoposnetke z umetno inteligenco gor dol, samo jaz sem zadnjih par let izgubil ogromno vida, sem skoraj slep, se vidim zelo slabo, tako da se kar mučim, kadar delam kaj na računalniku, tako da mi je lažje držati kamero v roki pa govoriti, še niti govoriti ne znam, kot ste opazili. In nič, se vidimo kmalu, zdaj moram najti zopet telefon, da sklopim to kamero, ker nisem neki profi. Še enega kužeta vam bom pokazal, lahko še enega kužeta pokažem, še enega kužeta, gledajte ga, ja, ta je mlado. Nič, lepo se imejte, se vidimo kmalu, zdaj pa moram to izklopiti.